Kako komentirate to, da je v bistvu gospod predsednik državnega zbora proti ustanovitvi posebnega odbora? No, prvi vtis je moj, da verjetno ni dovolj proučil idejo, kajti vendarle je treba upoštevati, da odbor, ki zastopa druga področja, zastopa tudi invalide. Torej ne moremo govoriti, da interes invalidov ali pa njegova identiteta v delovanju strukture odborov ni zastopana. Verjetno, vsaj na koncu je rekel, da bo to še razpravljal in jaz mislim, da gre seveda za idejo, ki morda na prvi pogled ni dovolj razumljena. Jaz mislim, da ne gre za to, ali da gre za napačno razumevanje, da bi izdvojili od ostalega invalide, gre za neko drugo težnjo in sicer, da povečamo integralnost invalidske politike. Integralnost politike pa lahko v parlamentu, ki je sestavljen iz več političnih strank in pravzaprav v našem volilnem sistemu nobena stranka ne more samostojno postaviti svoje vlade. To pomeni, da se tudi v praksi uveljavljajo različni politični pogledi. In z vidika invalidov je daleč najbolje, da bi vsi ti vidiki se usklajevali v enem odboru. To je tako državni zbor dejansko že v 2 mandatih delal in jaz to zadevo iz lastne prakse poznam. To delo sedanjega državnega zbora izredno spoštujem in v tistem času so pravzaprav tudi bile postavljene vse bistvene sistemske rešitve invalidskega varstva. Zdaj predsednik je izgledal precej prepričan v to, da ta odbor odveč. Mislite, da vam ga bo uspelo zdaj v 4 letih prepričati? Glejte, jaz ne bi tukaj vedeževalsko se izražal. Mi smo svojo idejo jasno povedali, naša ideja je argumentirana, poleg tega smo se pa jasno oprli na prakso Državnega zbora Republike Slovenije in pa tudi odbora oziroma prakso zadnjih 2 let Evropskega parlamenta, ki ravno tako ustanovil interskupino za invalide in daje dobre rezultate. Kakšno je pa nasplošno vaše mnenje o stanju invalidov v Sloveniji? Glejte, moje mišljenje je ta, da je stanje zelo solidno. Zdaj seveda ne smemo to gledati se stališča usode posameznika, ki je seveda lahko zelo tragična, ampak take tragične usode doživljamo oziroma doživljate drugi ljudje, ki nimate invalidnosti, ampak če gledamo to v celoviti, pa vendarle Slovenija ima dobro postavljene sisteme invalidskega varstva, vsi sistemi delujejo, država, odkar je samostojna, ni nikoli posegla z neko redukcijo v transfer tega denarja. Je pa jasno, da si Slovenija ne more privoščiti standarda oziroma oblik, kot jih ima na primer Nemčija ali Švedska. So pa seveda tudi rešitve, ki niso povsem od denarja odvisne. No, tu se da pa še marsikaj narediti. In tudi današnja razprava je pokazala, da torej z eno višjo integracijo državne invalidske politike lahko dosežemo še mnogo višje rezultate oziroma boljše rezultate.